Skratka, dober večer, lepo pozdravljeni. Začenjamo z zadnjim delom teh naših zapovedi in sicer bomo kar malo pohiteli po dve na rundo, ker letos imamo, ne pozabimo, celoletni misijon v naši župniji, pomeni, da bomo in oktobra in novembra kar v časovni stiski, ker bo drugih dogodkov in gostov toliko, potem je pa že adventa, ne? Pa božič, tako da bomo zdaj skušali danes dve, pa oktobra dve zapovedi, tako da bomo šli skozi celoten sklop 10 zapovedi. Tako da bi namesto molitve bi kar prisluhnili enemu odlomku iz prve Mojzesove knjige. Boste rekli, ja pa si tam še ni zapovedi, zapovedi so v drugi Mojzesovi knjigi, ampak temelji so pa dani v prvi Mojzesovi knjigi, a ne tam ob stvarjenju. Takole pravi: v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, po naši podobnosti. Naj gospoduje riba morja in pticam neba, živini vsem zverem polja in vsej laznini, ki lazi po zemlji. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel, plodita se in množita, napolnita zemljo in si jo podvrzita, gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljajo na zemlji. Bog je rekel, glejte, dal se vama vse rastlinje, ki rodi seme po vsej zemlji in vse drevje, na katerem je drevesni sad, ki rodi seme. Naj vama bo uživež. Vsem živalim zemlje, vsem pticam neba in vsemu, kar se giblje na zemlji in ima v sebi življenje, pa sem dal uživež vse zelene rastline. In zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil in glej, bilo je prav dobro. In bil je večer in bilo je jutro 6. dan. To je Božja beseda. Tako. Kot smo slišali že pri Maši, že včeraj pravzaprav, ni dobro, če ne vemo, če se ne pustimo poučiti in če nam stvari niso znane zaradi tega, ker je to povezano z našo lenobo. Torej, obravnavali bomo najprej 7. Božjo zapoved, ki se glasi ne kradi. Smo slišali pa, da dejansko vse izhaja iz, tako če rečemo, iz stvarjenja, iz stvariteljskega dogodka. Bog je vse ustvaril. In tisto, kar je ustvarjeno, je od tistega, ki je ustvaril. Celo dve najvišji biti, pa človeka, če rečemo, v moški in ženski obliki, je on ustvaril in jo je ustvaril po svoji podobi. To pomeni, da nam je dal, potem smo slišali eno možnost, da gospodujemo, da gospodarimo, ali pa da, če rečem z drugimi besedami, umno upravljamo svetom, ki nam je zaupan. Umno. Tako kot dober gospodar. Kmet je vedno, kako bi rekel, dober kmet je vedno starodavna prispodoba za skoraj vse resnično življenje. Dober kmet ne bo nikoli posekal ves gozd, ki ga ima na voljo. Dober kmet pravi, da je gozd kaj? Srebrnina, ne? To je zlata rezerva. In on z gozdom in z vsem umno gospodari. Ve, da ga je praviloma prejel od svojih prednikov ali pa morda na pošten način kupil in da bo to izročil svojim naslednikom. In ve, da je v bistvu neke vrste upravitelj tega. Ne pa absolutni lastnik, ki lahko dela s tistim, kar hoče. In torej, če rečemo tako, vse, kar je na svetu, je Božja last. Spomnite se tistega v Svetem pismu Nove zaveze celo, ko apostol Pavel pravi, vse stvarstvo željno pričakuje poveličanje Božjih otrok. In Bog nam je dal vse na svetu,
torej tudi zemljo in vse, kar je živali in rastline v upravljanje, zato da bi nam to pomagalo k zveličanju, po katerem celo tisto, kar mi upravljamo, hrepeni. In 7. zapoved torej prepoveduje, da bi krivično jemali, zadrževali dobrine bližnjega ali delali krivico bližnjemu v njegovih dobrinah. Predpisuje pravičnost in ljubezen pri ravnanju z zemeljskimi dobrinami in sadovi človeškega dela. Poudarja skupni blagor in pravico do zasebne lastnine. Dobrine so namreč naravnane na Boga in na bratovsko ljubezen, ne pa za polnjenje lastnega ega. Ne pa za polnjenje lastnega ega. To je zelo, zelo pametno imeti v mislih, ko govorimo o našem krščanskem pogledu. Se pravi, dobrine so namenjene vsemu človeštvu iz zemlje, vendar je zemlja razdeljena med ljudmi, da bi zagotavljala varnost njihovega življenja. Toliko, da si vsak lahko pridela toliko, kot potrebuje in še malo več, da s tistim, kar ima več, pomaga še tistim, ki ne morejo pridelati. Ker veste, da v vsaki družbi obstaja določen procent ljudi, to naj bi bilo po teh antropološko-socioloških povzetkih približno 10% ljudi, ki v družbi ni zaradi različnih sposobnosti, zaradi različnih danosti sposobna ustvarjati z lastnim delom kruh, vsakdanji kruh. So se rodili bolni, prizadeti, psihično obremenjeni, so se morda kateri že rodili v take družine, da ne morejo, jih je zgodba pahnila v tako stanje, da ne morejo, so imeli prometne nesreče. In ostalih 90% je pa povabljenih na pošteno delati toliko, da si ustvarja vsakdanji kruh na pošten način in pomaga še tem, ki preprosto ne morejo. In naši predniki, veste, in svetopismo imamo zelo lepe primere. Recimo že v Stari zavezi je tisti, ki je bil lastnik, v glavnem je bilo takrat kmetijsko premoženje, seveda tudi zlato, pa denar, pa še pa hiše, ampak recimo, če ostanemo pri tej kmečki podobi, so vedno puščali lastniki kmetov nekaj, in to še danes Izraelci pravoverni delajo, nekaj na njivi in v vinogradu in v sadovnjaku za reveže. In to so imeli pravico pobrati tisti, ki niso imeli ničesar. In od tega so velikokrat živeli. Sem slišal zdaj te dni en tak primer, kako so bili eni slovenski romarji, so prišli romarji dol v sveto deželo, pa jim je jutri rekel, pojdite, tam so bile lepe, ne vem kakšno, ti agrumi ali pomaranče ali karkoli že, ampak to vedno pustijo, toliko za ljudi, da vzameš, koliko rabiš. Ti slovenski romarji so pa kar vrečke napolnili, pa vse žepe, in oni so jih gledali, kaj je z njimi narobe. Kako se je tudi pri nas zgubilo. Še generacije slovenskih kmetov pa so še kakšno generacijo nazaj imeli vedno doma, čeprav je bilo veliko otrok, en stol prazen za koga? Za reveža. Za Jezusa so rekli. Ker Jezus pravi, lačen sem bil in ste mi dali jesti. Razumemo logiko. To je bila drža naša krščanska nekoč, ki smo se ji kar malo žal odpovedali. Pravica do zasebne lastnine, ne bom vsega, ampak nekaj pa moramo tudi začutiti. Pravica do zasebne lastnine, pridobljene ali prejete na pravičen način, ne odpravlja prvotne podarjenosti zemlje celotnemu človeštvu. Vesoljna namenitev dobrin ostaja prvenstvena, četudi je res, da se za pospeševanje skupne blaginje zahteva spoštovanje zasebne lastnine, njene pravice in njenega izvrševanja. Se vemo, da je zasebnik bistveno bolj ustvarjalen, kakor pa mi sploh Slovenci pa v vzhodni Evropi imamo izkušnjo kolektivizacije. Se pravi, ko so vse ne bi bilo skupno lastnino, se šli in potem ne bi ljudje delali in garali. Ne vemo, da je zaradi tega nastala v Ukrajini lakota, vemo, da pri nas ni laufalo, celo v Polanski hribi so hoteli te hribovske kmetije vse združiti v kmetijsko zadrugo, pa da bodo vsi delali, pa vsi od tega imeli.
ne samo cerkveno, ampak vse. Pa ni šlo, ne morajo. Mora biti vedno tudi zasebna iniciativa in zasebna lastnina, ker vedno smo bolj odgovorni za tisto, kar je naše, kar nam je dano, če rečem svetopisemsko, v upravljanje. In tudi ne znamo, recimo, gospod Akrapovič, direktor te znane slovenske firme, je lepo pripovedal v enem intervjuju, on je svojo firmo dal na razpolago delavcem, da kupijo. In so tudi kupili. Niso bili veliki dobički, ampak so dobiček dobivali. Ko pa je nastopila kriza, je bil pa problem, ker pri izgubi pa niso hoteli sodelovati. Ampak kmet, ko poseje, ne bo nikoli ne ve, a bo zraslo ali ne bo, pa se je potrudil, je zoral, pognojil, nikoli ne ve, a bo neurje, ali bodo poplave, ali bo toča, mora tvegati, ne? In oni pa niso hoteli, ne? In so raje vrnili v bistvu svoje deleže podjetij in jih je zopet on odkupil, ne, nazaj. Po dobri ceni, zato ker je pošten. Ta čut za skupno in odgovornost za zasebno lastnino, ne pri nas, ko smo imeli to izkušnjo prejšnje države, kolektivizacije, če tako rečem, in komunizma, smo ga izgubili, pa morda bi bilo dobro, da se ga spet vrnemo, ne? Človek je pravzaprav torej upravljalec tudi zasebne lastnine. Politična oblast pa ima seveda pravico in dolžnost odrejati zakonito izvajanje pravice do zasebne lastnine v korist skupne lastnine, ne? Zato vsaka država poskrbi, da vsi plačujemo davke, a ne? Mi smo zdaj menda že drugi v Evropi po novem, po velikosti davkov, pustimo podrobnosti, ker nimamo temu, ampak tako, da boste vedeli, ne? Včasih so naši predniki za 10%, za desetino so graščake obesili, a ne, pa zažgali gradove. Danes pa imamo že 50%. Tako da je tudi vprašanje potem, koliko politična oblast pošteno skrbi, a ne? Ali pa koliko izkorišča državljane za bog si ga vedi kaj, a ne? Ne bomo se spuščali v podrobnost. V gospodarskih stvareh je treba upoštevati ali pa se držati 3 kreposti. In to so zelo dobre definicija. Spoštovanje človekovega dostojanstva zahteva, da v gospodarskih stvareh izvršujemo naslednje kreposti. Krepost zmernosti, da bi brzdali navezanost na dobrine tega sveta. Dobro je to. Krepost pravičnosti, da bi varovali pravice bližnjega in mu dali, kar mu gre, in krepost vzajemnosti v skladu z zlatim pravilom. Zlato pravilo pa veste, kar je, ne? Stori bližnjemu, kar hočeš, da on stori tebi, ali ne stori tistega, kar ne želiš, da on stori tebi, a ne? A veste, in včasih so vse te stvari spoštovali tudi podjetniki, tudi kapitalisti, dokler niso postali lakomni, požrešni in tako dalje. Pa ne samo kapitalisti v tradicionalno zahodnem svetu, ampak tudi pri nas so imeli drugo ozadje. Zato so pol sprejemali, zato da so sploh preživeli med seboj, ne? So začeli kaj delati? Sprejemati etične kodekse, ne? Ampak če bi se držali teh osnovnih norm, ki izhajajo iz 10 zapovedi, in so se jih dolgo časa ne bilo treba nič sprejemati. Zdaj so pa sprejeli vsaj en zdravi minimum tukaj, da lahko vsi preživijo, ne? In tako zanimivo gledati, ne? 7. zapoved prepoveduje krajo. Torej prilastitev dobrine drugega zoper lastnikovo razumno voljo. Bodite natančni, zoper lastnikovo razumno voljo. Mi vemo, da se na svetu dogaja izkoriščanja, ko nekdo recimo zboli, ostari, začne ga pešati njegov razum, razsodnost in jih izkoriščajo. Ni več razsoden, nima razuma. In ne moramo, tudi če bi lahko, ne smemo, ne? Rekel tako. Lahko bi to naredili, ampak ne smemo, ker je njegovo, tudi če je šibak v razumu. Njegovo je to. Skratka, nikoli kraja je kraja. Tatvina ne obstaja,
če je mogoče predpostavljati privolitev ali če zavrnitev nasprotuje razumu in vesoljni namenitvi dobrin. Tako je primer nujne in očitne potrebe, ko je edina možnost, da odpomoremo neposrednim in bistvenim potrebam. Hrana, zavetje, obleka. Ne? Razumete, kaj to pomeni? Po domače. Ne? Če pa nekdo ima in drugi nima nič, niti za jest, niti za obleč, ima pa pravico, da upravičeno pričakuje od tistega, ki ima, da bo mu dal na razpolago toliko, da bo preživel on, otroci, da ne bodo nagi hodili, da se bodo, razumete, to je pa druga logika, ne? In to moramo upoštevati. Vsak način krivičnega odvzemanja in zadrževanja dobrine drugega, tudi če ni v protislovju s civilnimi določbami, ne? Govorimo o krščanski pogled. Se pravi, tudi če ni v nasprotju z zakoni, nasprotuje 7. zapovedi. In je kraja. Taki načini so: premišljeno zadrževati posojene dobrine, izgubljene predmete, goljufati v trgovanju, nepravično izplačevati krivične plače, dviganje cen izrabljajoč nevednost ali stisko drugega. Vemo, da so se v krizah vedno te stvari dogajale, še bolj kot sicer, ne? Izkorišča druge, v bistvu torej kradeš, ko bi lahko imel normalno ceno, pa se je povišal. To se je dogajalo tudi, tako da boste razumeli, ko pri nas in na Hrvaškem in posod, ko smo šli mi iz tolarja v evro, ne? So se cene nesorazmerno v primerjavi z uradnim tečajem menjalnim povečale v korist tistih, ki so jih dvignili. Se pravi, je šlo dejansko za krajo, ker je bilo neupravičeno. Ne moreš ti potem dvigati cene za 30, 40, 50%, kar se je dogajalo. Naravno nedovoljeni načini so tudi špekulacija, s katero kdo skuša umetno spremeniti cenitev dobrin, da bi v škodo drugega iz tega izvlekel dobiček. Korupcija, s katero kdo preobrača sodbo tistih, ki morajo odločati v skladu s pravom. Prilaščanje in zasebno uporabljanje družbenega imetja kakor podjetja. Slabo izvršena dela. A ste slišali? Slabo izvršena dela. Ko hodiš v službo, zdaj bom sem tako povedal, ne? Vsi veste, da med ljudmi teče pregovor, da eni hodijo v službo zato, da se spočijejo. In potem pridejo domov delati, ne? Slabo opravljeno delo. Davčna prevara, ponarejanje čekov in faktur, pretirani izdatki, razsipnost, tudi razsipnost je kraja, ne? Ker ti bi lahko s tem denarjem komu pomagal, ne? Pa ga zmeče za nepotrebne stvari. Vsi imamo že kakšno izkušnjo, ne? Tudi jaz sem že kdaj kakšno neumnost kupil po nepotrebnem, priznam. Pa verjetno nisem edini. Če pa sem edini, Bogu hvala. Mi bo Gospod ta greh odpustil. Prostovoljno povzročati škodo pri zasebni ali javni lastnini nasprotuje naravni postavi in zahteva povrnitev škode, ne? Vedno, ko je lastnina, vedno v dogovoru. Vedno v dogovoru. Zato je fajn, da so meje pravične, si poznate, ne? Mi dva sestro, ko smo kupila eno parcelo, tam ga imamo zdaj hišo, prva stvar, ki je bila geometer, ki je postavil medike. Pika. Meje morajo biti jasne. Pa se zelo razumemo s tistim sosedom obojimi, ne? Ampak fajn je, tudi oni so rekli, ja, kar je bilo pa zanimivo, ne? Oni so pol rekli, mi smo mislili, da je pa bolj gor od njihovih bilo, ne? Zaprav so bili celo zadovoljni, ker so po njihovem prepričanju imeli več zemlje, kot je bilo v resnici, ne? Tako, zanimivo, ne? Potem poslušajte, obljube tudi zadevajo to zapoved, dostikrat. Obljub se treba držati in pogodbe strogo izpolnjevati. Kolikor je sprejeta obveznost naravno upravičena, ne moreš pameten človek ne sklepa pogodb v škodo, ne? Ne svojo, ne drugo, ampak gre za fer odnos, pravičnost, ne? Ampak ko gre tam, je pa treba upoštevati. Znaten del gospodarskega in družbenega življenja je odvisen od veljavnosti pogodb med fizičnimi in moralnimi osebami, tako trgovske, prodajne
ali nakupovalne pogodbe, najemniške in delovne pogodbe. Vsaka pogodba mora biti sklenjena in izvršena v dobri veri. Recimo, jaz imam avto na leasing, ne? In v pogodbi piše, da je mesečna anuiteta taka, kot je bila prva, ne glede na inflacijo. Ne? In firma, ne smem povedati, katera, ker ne smem imel delati reklame, od mene več kot toliko na mesec ne sme trgati, razumete? Imamo pa kakšne druge primere, ko se pa ravno. In seveda, jaz sem pa dolžan plačati takrat, ko je in zato, da ne bi zamočil, ne imam kar trajnik, pa je zadeva rešena. Ne? Da ne bi zamudil, ker pa sem pa upravičen, oni so upravičeni do obresti, ki jih moram seveda jaz plačati. Pogodba je podvržena menjalni pravičnosti, ki ureja zamenjave med osebami in ustanovami ob natančnem spoštovanju njihovih pravic. Ne? Skratka, tako moramo gledati. Tu moramo pa še povedati par stvari. Menjalna pravičnost strogo obvezuje. Menjalna pravičnost zahteva zaščito lastninskih pravic, plačevanje dolgov in izpolnjevanje svobodno prevzetih obveznosti. Brez menjalnega prava ni mogoča nobena druga oblika pravičnosti. Ne? Bomo rekli fair, pika. Kar je bilo, to je. Menjalno pravičnost pa razlikujemo od legalne, ki se tiče tistega, kar državljan po pravšnosti dolguje skupnosti, in od razdelilne, ki ureja to, kar je skupnost dolžna državljanom sorazmerno z njihovimi prispevki in dajatvami. Torej, legalne pomeni, da sem jaz dolžan plačevati davke, a ne? Sorazmerno, tako kot mora, država mora biti pametna, da nima previsoke, ker vemo, da pametna država, torej država smo državljani, nekateri izberemo, da vodijo. Ne? In torej, če je pametna, bo dala raj nižje davke, ker bodo vsi plačevali in bo več dobila, kakor z visokimi, ki se bodo skušali vsi izogniti. Ne? To imamo pri nas večni problem. Se pravi, druge vidike pa razdelilna, to je pa obveza države, da povrne in da ugodnost državljanom, a ne, glede na njihove potrebe. Tlele pri tej razdelilni je pa že včasih hakeljc. Zato, ker nekateri ljudje so se navadili ne plačevati ničesar, ne delati, ne hoditi v službo, ker jim je bolj fino delati malo na črno in od države prejemati socialno podporo. In dobijo več denarja, kakor mnogi tisti, ki pošteno delajo, hodijo vsak dan v službo, 1 uro za vožnjo, 8 ur delajo, še 1 uro spet za vožnjo nazaj in morajo plačevati davke za to, da ti izkoriščajo. Tlele čutimo problema. Ne? Kristjan ne more izkoriščati države. Ne more jo izkoriščati na račun drugih. Če bi lahko delal, če bi lahko ustvarjal, če bi torej lahko na pošten način poskrbel zase in za svojo družino, je to dolžan narediti. Na podlagi menjalne pravičnosti se za poravnavo prizadejalne krivice zahteva pravično ukradene dobrine njenemu lastniku. Ne? Se spomnite, ko spoznaš, da nekaj narobe dela, si dolžan poravnati. To je tisti primer Zahej pa Jezus. Ko je Jezus prišel v Jeriho in je bil tam Zahej, ki je bil cestninar, ne dacar, takrat je bilo vse v gotovini, so kasirali. Ne? In to mingrede si malo pospravil. Ali pa komu malo več naložil, ne? Pa si videl, kdo je šibak, si vemo, vsi poznamo te psihološke trike, ampak moramo vedeti, da tako ne gre. Ne? In on je očitno tako delal. In potem je nekega dne spoznal in je slišal, da Jezus pride, bi majhne postave splezal na figovo drevo, da je Jezusa videl in Jezus je seveda vedel, kdo je on in da se je bil Božji sin in da je splezal gor. Ne? In mu je rekel, Zahejček, pridi dol, greva mi dva malo k tebi. Tvoji hiši je prišlo zveličanje, je rekel. In gresta in potem, se pravi, Zahej se je malo moral pomatrati, ko je torej odkril, da dela narobe, se je mogel pomatrati malo, da se je srečal z Bogom. To so močna sporočila. In ko je torej se srečal z Jezusom doma, Jezus gre z njim, pa reče tam medjužno, učitelj, poglej, če sem komorkoli krivico storil, mu bom dvojno vrnil. Povrnil nazaj. Razumete? Povrnil nazaj. Ne samo tako, ne, še enkrat ukradel, ne,
pa si samo enkrat, pa ne boš več. Ne, kar si ukradel, ni tvoje. Ukradeno ni tvoje. Ni, pika. Tako da moramo malo videti. Hazardne igre, kvartanje in tako dalje in stave same po sebi ne nasprotujejo pravičnosti, naravno nesprejemljivo postanejo, kadar človeku odzamejo to, kar mu je potrebno za kritje lastnih potreb ali potreb drugih, družine recimo, ali pa firme. Poznamo direktorje, ki so zagonili firme, poznamo pa ne samo v zgodovini, tudi danes, moške in ženske, pa ni samo moški, morda ima kakšen procent več moških, ki so v igralnicah, ki so na kartah, preko interneta, tudi kakšen župnik je že včasih zapravil del cerkvenega ali pa svojega premoženja, ki ga ni imel, na take neumnosti. In da imaš reveže, koliko primerov je, tudi sodobnih. In seveda hujše pa še to, ker postaneš lahko odvisen. In te nesnovne odvisnosti so veliko hujše kot alkohol pa kaj drugega. 7. zapoved prepoveduje dejanje in početje, ki iz kakršnega koli razloga egoističnega ali ideološkega, verižnega ali totalitarnega vodijo k zasluževanju ljudi, k nepriznavanju njihovega osebnostnega dostojanstva, k kupovanju, prodajanju in zamenjavanju ljudi, kakor da bi bili blago. Ljudi nasilno zreducirati na uporabno vrednoto ali na vir dobička je greh zoper dostojanstvo osebe in njihovih temeljnih pravic. Sveti Pavel je krščanskemu gospodarju, se spomnite Filemonu, če ste kdaj brali Novo zavezo, če ne dajte kdaj spet, Filemon je bil bogataš, kristjan in je imel sužnje. Takrat še, vemo, kaj je naredil. Onezim je bil pa njegov suženj, ki je pa pobegnil. In po rimskem pravu je imel gospodar pravico pobeglega sužnja presekati z mečem, če povem po domače. Pavel in je prišel k Pavlu. Pavel pa ga pošlje nazaj. In mu reče, Filemon, zdaj ti vračam nazaj Onezima. Obaveva, kakšno pravico imaš in kaj lahko stori z njim. Pošiljam ti ga nazaj kot brata in več kot brata. In sigurno ga Filemon ni pokončal. In veste, to tudi vključuje državo, ko država dela državljane odvisne, ko jih ne pusti svobodne, ko jim da tako malo možnosti za plače in ugodnosti, da jih v bistvu dela odvisne od tega, koliko bo država dala. In potem si v bistvu s tem kupuje. Tako da so tlele od zadaj zelo hude politične igre in če kristjani sodelujemo pri tem, nismo najbolj na pravem mestu. Imamo še drugo. 7. zapoved zahteva spoštovanje neokrnjenosti stvarstva. Stvarstvo spoštujemo, ga ne uničujemo. Ne kot posamezniki ne odmečamo, kot bi rekel, kot individualne osebe, kaj šele, če smo na odgovornih mestih, v podjetjih, v državi, ne uničujemo stvarstva. Ne uničujemo stvarstva, pa nam je stvarstvo dano zato, da živimo. In zato uporabljati rodnine, rastline, živalsko bogatstvo in celo vesoljstvo ne moremo odtegniti od spoštovanja do zahtev naravnosti. Gospodstvo nad neživo in živo naravo, ki ga stvarnik daje človeku, ni neomejeno. Merilo za to gospodstvo je skrb za kakovost življenja bližnjega, uštevši prihodne rodove. Se pravi, kar nam je dano, živa in neživa narava, tudi vesolje, nam ni dano zato, da smo mi nesramni koristolovci, ampak da nam služi za blagino, našo blaginjo, blaginjo bližnjih in prihodnih rodov, novih generacij. To gospodstvo zahteva religiozno spoštovanje neokrnjenosti stvarstva. Vemo, da tudi živali so posebna kategorija, zato so od Boga ustvarjena bitja, Bog jih obdaja s skrbjo svoje previdnostjo. Že svojim preprostim obstojem ga hvalijo in slavijo. Zato je sveti Frančišek, naj hvali za to, Gospod, stvarstvo svoje, vse, živalce in tako dalje.
pa tudi Filip Neri, pa drugi. Ne? Tudi ljudje jim dolgujemo dobrohotnost. Bog je živali zaupal gospodarjenju njega, katerega je ustvaril po svoji podobi. Zakonito je torej uporabljati živali za hrano in izdelovanje obleke. Dovoljeno jih je udomačiti, da človeku pomagajo pri njegovem delu in razvedrilu. Medicinski in znanstveni poskusi na živalih so naravno sprejemljivi postopki, če ostajajo v pametnih mejah in prispevajo k negovanju in ohranjanju človeških življenj. Nikoli v zgodovini se je nekaj takega dogajalo, saj ni znano, kot se je recimo začelo v zadnjih stoletjih, ko smo začeli živeti brez Boga, ubili Boga in človeka postavili za Boga. Ali pa ga uvrstili v tej v razvoju vrsta, v najvišjo stopnjo živali. Ko se je pa začelo gledati na človeka kot na žival in torej, ko obstane samo tisti, ki je močnejši ali pametnejši, pa boste šli v Auschwitz lahko, boste pogledali, kako so delali iz ženskih las preproge, pa dobre torbice iz človeške kože. Kaj se je delalo pri nas, pa tudi žal vemo. Kristjanov je misel na to tuja. Slišimo, kako moramo še živali spoštujemo in jih samo skrbimo za njih. Ne pa, da počnemo to. V nasprotju s človekovim dostojanstvom je po nepotrebnem trpinčiti živali in oteževati njihove življenje strogo prepovedano. Prav tako je nedostojno človeka trošiti zanje vsote, za živali. Trošiti za živali vsote. Zdaj pa kar potegnite črte. Vam povem primer. Ko srečeš gospo mojih let, ki reče, da pelje vnuka na sprehod in gledaš okrog in ima psa. In reče, moji otroci bi vsi lahko imeli otroke, pa jih nočijo. Popolnoma obrnjeno. In zdaj za otroka vsaj toliko dajo, za psa vsaj toliko in podobno. In potem imamo še drugo pretiravanje, se vemo, kaj se dela. In to, kar ne sodi človeku, ne sodi živalim. Žival je žival, človek je človek. In tle moramo biti, malo narediti korak naprej. Družbeni nauk cerkve, to je ena posebna kategorija. Skozi je bila cerkev seveda imela do vprašanja družbe, pravičnosti, odnosa do stvari, do živali, do vladarjev, do lastnikov podjetij, gospodarjev. Vedno je imela vprašanja dodelana, tudi odzivala se na čas. V en tak skupek se je oblikovalo v 19. stoletju, ko se je pojavilo, ko so se množično se iz kmetov selili v mesta, tam so nastajale fabrike, tovarne, prišlo je do ogromnih res izkoriščanja, in cerkev je odgovorila popolnoma drugače na to vprašanje, kakor pa Karl Marx, pa Engels, ki sta bila oba zelo bogate družine in so oba podpirali bogati kapitalisti, če tako rečem, zato da sta se šla to filozofijo. Takrat in cerkev še vedno potem odgovarja. Prav je, da malo se ga dotaknemo. Cerkev človeka uči glede zahtev pravičnosti, miru, tako kakor je v skladu z Božjo modrostjo. In to imamo v tem cerkvenem nauku zelo lepo povzeto. Enega bi pa prebral tukaj, da bomo malo se dotaknili. Družbeno učenje cerkve obsega sklop nauka, ki se oblikuje, kolikor v potekanju zgodovine cerkve v pomoči Svetega Duha razlaga dogodke v luči celotne Božje besede, ki jo je razodel Jezus Kristus. To učenje postane toliko bolj sprejemljivo za ljudi dobre volje, kolikor bolj navdihuje ravnanje vernikov. Družbeni nauk cerkve predlaga načela razmišljanja, razjasnjuje načela za presojanje, daje smernice za delovanje. Recimo, če je bilo zato, da so prvič povzeli nauk in ga izoblikovali v eno tako tudi v knjigo, če hočete,
v 19. stoletju, pa se danes pojavlja zelo močno vprašanje, na katerega cerkva že močno odgovarja, in to je papež Leon in tudi že Frančišek, so poudarjali, da vprašanje umetne inteligence, ki bo postalo problem, pa ne samo za mlade generacije, tudi za vas že postaja. Celo mnogi, ki so bili začetniki in soustvarjalci umetne inteligence, zdaj odstopajo od tega in pripovedujejo, kako so se zmotili, ker so mislili, da bo dobro. In kaj jih je strah? Da bodo od zadaj stvari prevzemali slabi ljudje, brez norm, brez morale. In cerkev seveda se že močno prizadeva, da bo tudi v vprašanju umetne inteligence iz izkušnje zgodovine svoje 2000-letne in seveda tudi judovske in svetovne in antike odgovorila tudi na ta pereče vprašanje umetne inteligence. Morda mi še ne čutimo toliko, ne? Tisti, ki ste pa dolže na računalniku, pa že zelo čutite. Recimo profesori, tudi mi duhovniki. A veste, če jaz dam na ChatGPT, da mi ni napiše pridigo o nedeljskem evangeliju, vam povem, da bodo boljše napisali, kot bi jaz povedal. A ne? In vse tako gre, ne? Ampak potem več mene ni. A ne? Zato treba te mlade generacije zdaj dražiti, jih ščipati v ta zadnjo ali kamorkoli že, da bodo vseeno ustvarjalni, da bodo ljudje vrednotani in da bodo potem, ko bodo zdrava, da ne bodo zlorabljali. Veste, umetna inteligenca, primer. Umetna inteligenca že zdaj lahko ustvari virus, kakršenkoli biološki virus, in ga sproži. In ga lahko sproži nekdo, ki je zloben od zadaj. Se ne da primerjati s tem, kar smo doživljali par let nazaj. Ne? Kako je zelo pomembno, in cerkev seveda mora odreagirati in temu rečemo, da bo šlo vse v sklopu tega krščanskega socialnega nauka in zato cerkev ta načela predlaga in bo v upanju, da bo poleg kristjanov še kdo drug se jih držal. Ne? Še kdo drug se jih držal. Gospodarska dejavnost, socialna pravičnost, solidarnost, človekovo delo seveda je pomembno. Ne? Sveti Pavel že pravi, kdor noče delati, naj tudi ne je. Naj tudi ne je. Delo je pa zelo različno. Ne? Moje je drugačno od Mirotovega, od Soninega, od Heleninega. Ne? Niti nimam tako slab čut za krašenje, Helena ima božga, ampak sem duhovnik, ne moram vsega delati, ne moram in krasiti in ono. Ne? Vsi pa imamo torej možnost delati. Eno je bolj intelektualno, drugo praktično, vsi pa imamo možnost za delati. Ne bom povedal, kaj so spet naredili sistemi, ki so povozili človeka, ne, ki so samo ene ta boljše imeli za ta boljše, znotraj človeške vrste, če rečem spet, ne, so rekli, delo osvobaja, vsi bomo delali, ne, in tudi kaj se je naredilo z našo družbo po drugi svetovni vojni, ne, kaj se je naredilo z našo državo, sedanjo državo, ko so vse ljudi Slovenci na drugo terjali v mesta, ne samo zato, da jih bodo lažje obvladali, vse popretveza dela, ne, zanemarjalo se pa kmečko delo, intelektualno delo in tako dalje in tako dalje. Ne, ko so mislili, da bomo samo še železo jedli pa betona, ne, so pozabili, da je treba tudi kaj drugega pojesti kot danes. Se pravi, pravičnost in solidarnost seveda morata biti tudi med narodi. In tle cerkev ne zagovarja tega, zagovarja tudi seveda, da morajo države, ki so izkoriščale, pa firme, ki so izkoriščale tem ljudem, da davek in zaslužiti. Ampak uči tudi, da morajo, to je tudi papež veliko krat pri migrantih govoril, prejšnji papež, pa sploh ni bilo slišati, ne? Oni so zagovorili, sem papež, vabi, v resnici pa kadarkoli je povedal, da je treba probleme tam reševati, ne? V Afriki ali pa v unem, tega pa niso nikoli povedali pri nas. Cerkev uči, da je treba tam ljudem narediti. Ne? Zakaj delajo naši misionarji? Naši misionarji ljudem v Afriki, pa tam, ko so revni, ne delijo sem hrane. Oni jih učijo delati. Oni jih učijo saditi. Ste slišali gospoda Kerina, ki je bil pri nas, a ne? To ne ta. Solato jih je učil saditi. Pa korenček. Tistega, ki nimajo dol, ki imajo samo riž, da vse postaja zgodba in tudi riž, ne? In pa tudi sam dela zraven in potem jim pomaga. To je drža in, kako bi rekel, temeljna norma krščanskega življenja. Ljudem pomagati, ne samo izkoriščati, ampak pomagati, vrniti nazaj, ljudi učiti, da bodo pokončni, samostojni, suvereni. Ne? Ljubezen do ubogih
je pa dela usmiljenja. Ne? Ljubezen do ubogih je ena od kategorij. Ne? Kdo so ubogi? Ne? To sem že prej povedal. Revni, bolni, umsko neobdarjeni, invalidi, so se znašli v takih okoliščinah, lahko so tudi bili res živeli v taki revščini v drugih državah in so jih pritiskali zaradi različnih vzrokov in so prišli tudi k nama. Ne? To so ubogi in jim je treba pomagati. Ampak hkrati ustvarjati, ne razmetati, kar imaš. Ker kakor je Jezus že rekel, uboge boste imeli vedno med seboj. Ne? Vedno bomo pomagali ubogim. Vedno, in to je taka stalna naloga. Ampak da jim lahko pomagaš, kaj boš pa naredil, moraš ti imeti kaj, ne? Razumete, zato večkrat rečemo, ne, tisti, ki ima veliko, govorimo količinsko, lahko veliko pomaga, ne? Ampak hkrati mora naprej ustvarjati, da bo lahko še veliko pomagal. Ne? Vedno, tisti pa, ki ima manj, pa lahko malo, ampak vsi pa lahko pomagamo. Zato sem vesel, da smo, bom povedal tudi za YouTube, da smo že 13.000 evrov zbrali recimo za kristjani v Siriji, ne? Da jim bomo pomagali, pa še drugače pomagamo. In prav je tako. Sveti Janez Zlatoust je lepo rekel, najprej je treba zadostiti zahtevam pravičnosti, da se ne bo delilo to, kar kot dar da se ne bo delilo kot dar ljubezni to, kar je deležno dolžnost plačevati s pravičnosti. Ne? Se pravi, tisto, kar sem dolžan dati, dam, ne? Dam, ne? Tudi če tako rečem, tudi podpiram cerkev, da lažje pomaga ubogim, ne? Pa Karitas in tako dalje. Lahko dam pa še kaj po vrhu, ne? Iz pravičnosti, tako da ne bo noben vedel, še župnik, ne. No, to sem sam ubogje, ne, telesna pa duhovna dela usmiljenja in bomo enkrat v prihodnosti obravnavali. Telesna dela usmiljenja so torej vezana na to vidno materialno telesno, lačne nasičevati, žene napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike obiskovati, jetnike reševati, mrliče pokopavati, ne, to izhaja iz tega Jezus, ne. Lačen sem jim, ste mi dali jesti, žen sem jim, ste mi dali piti, popotnik sem jim, ste me sprejeli, nag sem bil, ste me oblekli, bolan ste jim, ste prišli k meni, uječen sem bil, ste me obiskali, mrliče pokopavati, pa tako je iz mnogih že od stare zaveze naprej velja. A je bo duhovna dela usmiljenje, to bo veliko krat pozabimo, ne? Mi grešnike svarimo ponavadi, da govorimo o njihovih napakah, a ne? Pa to je upravljanje, to je že od naslednjih zapovedi. Nevedne učiti, dvomljivce prav svetovati, ne? Prav svetovati. Tu imamo duhovniki zelo veliko izkušenj, ne? In tudi gledam takole včasih, kako ste ti prijatelji, ne? Namesto, da bi prav svetovali, sploh mladi, ne? Drugega poslušajo in sočutijo, joj, kako si ti res Boga, ne? Kako si res Boga, joj, kako moraš tukaj prenesti, ne? To ni nobeno svetovanje. Svetovanje je, da poslušaš in potem poveš možno rešitev, ki ti vidiš, če je on pripravljen poslušati. Tudi, če ne bo hotel. In če ti vidiš, ne, da se je ona ali on zapletel v neko mrežo zla. In mi imamo tudi kot duhovniki to izkušnje. Prihajajo ljudje, pa poslušaš, jim nežno svetuješ preko ovinkov, nežno naravno, z nežnimi vrvicami, že malo bolj odločno. In ko po 10 rundah ne gre, pa rečeš, poglejte, gospa ali pa gospod, narediti morate tole. Torej nekaj odrezati, nekaj prerezati, od nečesa se obrniti. Od takrat naprej ga ni nikoli več. Ne prenesejo resnice. Ampak to smo dolžni povedati ljudem resnico. Krivico voljno trpeti, tle imamo tudi močno vprašanje, ali ustaviti na levo lice, desno lice, ali dvakrat, ali trikrat, kako se obrniti, ampak to je žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in pokojne Boga prositi. Naslednja zapoved, ne pričaj po krivem, to znamo vsi napoved, to je luštno, ne? Pa mislimo, da gre samo za to, da če greš na sodišče za pričo, da ne smeš po krivici govoriti, pa da možu ne smeš po krivici govoriti, pa ženi, a ne? Pa župniku tudi, a ne? Župniku še ne, čeprav tam vsemu ne smeš povedati, a ne? Ker nikoli ne veš, a ne? Večkrat, a ne? Ker če moš preveč, je že narobe. Tudi, ko če te vpraša, se izogneš odgovoru, a ne? Zgodba je kar široka, veste. Bomo se dotaknili, ne? Tale Pinokijo moral bi napisati, od koga sem vzel, sem pozabil, ne? Ostržek je to slovensko, ko mu raste nos, ne? Živeti v resnici.
Resnica je v Bogu. V Bogu, ne pozabiti. Bom prebral, samo da ne bom vsega na pamet. Janez Zlatousti, a sem prav prebral, ne? Ima 4, 6, 7 narobe. Človek po naravi je usmerjen k resnici. Dolžan je jo spoštovati in izpričevati, ker vsem ljudem pripada dostojanstvo osebe, jih že njihova narava sama priganja, so pa tudi naravno dolžni iskati resnico. Zato zlasti tisto, ki se tiče religije. Dolžni so se tudi držati spoznane resnice in vse svoje življenje uravnati po njenih zahtevah. Resnico kot pravilno delovanje in govorjenje imenujemo resnicoljubnost, iskrenost ali odkritost. Resničnost ali resnicoljubnost je krepost, ki je v tem, da se kažemo resnične v svojih dejanjih in govorimo resnico v svojih besedah, tako da se varujemo dvoličnosti, pretvarjanja in hinavščine. To je zelo močna beseda. Ne pozabimo, da je tudi Jezus večkrat rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Resnica vas bo osvobodila. In ljudje smo v stalni nevarnosti, da resnico prilagajamo sebi, zato da bi lažje prišli skozi življenje. Tudi na področju kraja, pa tega, kar bi lahko še govorili tam pri nekradja, ne? Je še veliko zapovedati. In na koncu verjameš, da tista laž, ki si jo začel vzdrževati, je resnica. In ne verjameš več drugim, ko ti pravijo, da si v zmoti. Tudi poznamo te pregovori iz naše družbeno aktualne, politične, če hočete, javnosti. 7-krat ponovljena laž postane resnica, ker ljudje verjamejo, ne sličijo več resnice, niso sposobni, sploh če to govorijo neki ljudje, za katere bi moralo veljati resnica ali pa resnicoljubnost kot nekaj samoumevnega. Zato je zelo fajn, da smo res živimo eno pristno življenje, kot te noben ne more. Ne? Na koncu tudi, če te obsodijo krivično česa, ti še veš, da si sam, tudi če težko preneseš na krivico, voljno trpeti, smo prej rekli, še vedno veš, da si sam pred seboj in pred Bogom, na koncu boš njemu polagal račune, pa tudi oni. Ne? Se pravi, med iskrenimi ljudmi, to pesem, kako nam paše, ne? Med iskrenimi ljudmi, to ne moreš verjeti, kako radi poslušamo, ne? Samo manjka pa nam takega, ne? Pa celo gledam, ko ljudje pojejo to pesem, da se jokajo. Si prav, ne? Tale stavek je pa zelo zahteven za nas kristjane. 2, 4, 7, 1. Poglejte, ga bom kar prebral. Pred Pilatom je Kristus razglasil, da je prišel na svet, da pričuje za resnico. Kristjan naj se torej ne sramuje pričevati za našega Gospoda. V položajih, ki zahtevajo pričevanje za vero, jo mora kristjan nedvomno izpovedati, kakor je to storil sveti Pavel pred svojimi sodniki. Ohraniti mora čisto vest pred Bogom in pred ljudmi, pravi apostolska dela. In to je težko, ne? To je skozi celo zgodovino cerkve se je bil ta boj, ne? Ko so v času preganjanja mnogi odpadli, tudi duhovniki in celo škofje, so se potuhnili. Niso pričevali torej, ne s krvjo, torej niso bili mučenci, niti z besedo, ne? Ker niso vsi bili mučenci. In potem so takim ljudem, če so se vrnili nazaj, nalagali neizmerno hude pokore. Javno so morali pred celo cerkvijo za začetku priznati svoj greh. Potem so mi ponovadi dali leta, 2, 3, 4 leta, ni mogel nič. Si bil duhovnik, si verjel, ni obhajila, ni maše, nič. Pokoril se boš, a ne? Tako, pričevanje je zelo pomembno.
Dolžnost kristjanov, da se sodeležujemo cerkvenega življenja, jih sili, da delujejo kot priče evangelija in obveznosti, ki iz njega izhajajo. S tem pričevanjem predajajo v besedah in dejanjih vero naprej. Pričevanje je dejanje pravičnosti, ki ugotavlja resnico ali jo daje spoznati. Ne pozabimo še od zadaj tisti star cerkven pregovor, ne? Kri mučence vseme novih kristjanov. Veliko ljudi je postalo kristjanih ob tem, kako so videli, da so kristjani dostojanstveno iz ljubezni do Boga, ki je edina resnica, pretrpeli marsikaj, da nam rekel vse. In meni, ko sem bil v vojski, pa verjetno tudi tisti mnogi, ki še delate v kakšnih ustanovah, so velikokrat prišli, pa so rekli, s teboj smo z veseljem v družbi, čeprav sta črn, pa si župnik, a ne, si far, ampak si normalen, nisi hinavc. Nisi hinavc, to je bila, ali pa kaj podobnega, ne. Nisi hinavc. Tako, kot če bi se vrnili naprej, nisi kradel, si delal v firmi, pa si kradel, ker je bilo vse naše. In tako dalje. To ni krščanska drža. Laž ni, ne sodelujemo. Mučeništvo je najvišje pričevanje za resničnost vere. Mučeništvo pomeni pričevanje, ki gre prav do smrti in tako dalje, da ne bom predolg. Cerkev je z največjo skrbjo zbirala spomine na tiste, ki so šli do konca, da bi izpričali svojo vero. To so poročila o mučencih, Acta Martyrum, in sestavljajo arhive resnice, ki so napisani s krvavimi črkami. Lahko bi prebral misli svetega Polikarpa na to temo, pa ne bom predolg. Kristusovi učenci so oblekli novega človeka, ki ga je Bog ustvaril v resnični pravičnosti in svetosti, pravi Pavel Efežanom. Zato proti z lažjo, pravi Efežanom, znebite se vsake hudobije in zvijačnosti, hinavščine in nevošljivosti in vsakršnega obrekovanja. Zato seveda nam nikoli ni blizu kriva prisega in krivo pričevanje. Kadar je resnici nasprotujoče govorjenje izrečeno pred javnostjo, dobi posebno težo. Pred sodiščem to postane krivo pričevanje. To vrstna dejanja prispevajo k temu, da bodi si nedolžen človek obsojen, bodi si krivec oproščen. In če torej to delaš, sodeluješ pri zlu. Sodeluješ pri zlu. Spoštovanje dobrega imena vseh prepoveduje vsako ravnanje in vsako besedo, ki bi jim moglo povzročati nepravičeno škodo. Zato vedno varujemo dobro ime bližnjega. In ko je treba, če je treba o kom kaj povedati, to ste recimo ljudje, ki ste učitelji, tudi jaz kot duhovnik, profesori, delovodje, čim si mečkan izpostavljen, pa tudi če nisi, se vedno, kako bi rekel, pod izzivom, kako boš dobro ime koga ohranil, ker si, recimo, si odgovoren, recimo, jaz sem kot župnik, sem načelno odgovoren za dobro ime vseh faranov, celo tisti, ki jih imaš, ne hodijo. In je treba hraniti to dobro ime. Se pravi, zdaj pa gremo še malo. Pregreši se s predrzno sodbo, kdor brez zadostne osnove dopušča kot resnično, če tudi molče, kakšno naravno napako pri bližnjem. Se pravi, predrzna sodba. Drugič, z opravljanjem, kdor brez objektivno veljavnega razloga odkriva napake in grehe drugega osebam, ki tega ne vedo. Zato Jezus to, gremo še tretjič. Z obrekovanjem, kdor z govoricami, ki so v nasprotju z resnico, škoduje dobremu imenu drugih in daje priložnost za napačne sodbe o drugih. Zato je Jezus dal zelo jasno navodila, Kadar kdo med vami greši, pojdi k njemu in mu povej na 4 oči, samo vidva. Če se ne spreobrne, pojdi še enkrat. In če se ne spreobrne, povabi še enega, ki za to ve. In potem enega, ki to ve. In povej ta torej na 6 oči. Šele če se zdaj ne spreobrne, povej cerkvi, Zelo jasna navodila. Da se izogne predrzni sodbi, naj vsakdo pazi na to, da bo, kolikor je mogoče v ugodnem smislu razlagal misli in besede in dejanja svojega bližnjega. Mi smo zelo velikokrat, ko slišimo
en stavek, pa nimamo časa vprašati tistega, že ne samo stavek naprej, ampak mi ga razumemo tako, kot mi hočemo. Pa nismo vprašali onga, če je točno to mislil. In lahko nas hitro zanese. Opravljanje in obrekovanje škodujete dobremu imenu in časti bližnjega. Čast je družbeno pričevanje izkazovano človeškemu dostojanstvu in vsakdo ima naravno pravico do časti svojega imena, do svojega ugleda in do spoštovanja. Opravljanje in obrekovanje torej kršita krepost pravičnosti in ljubezni. Odpraviti je treba vsako besedo ali ravnanje, poslušajte zdaj, ki z laskanjem, prilizovanjem ali dobrikanjem bližnjega opogumlja ali potrjuje v hudobiji njegovih dejanj in izprijenosti njegovega vedenja. Prilizovanje je velik greh. To se dogaja po naših firmah in po naših ustanovah. Veste, kako rečemo, da nekomu lezeš v neki narep, pa ne bom povedal. Zdaj tam smrdi, dejansko, če naravno gledamo, ampak tudi pol. Si tam. Prilizovanje in tako dalje. No, še to bom povedal. Želja, da bi skazali uslugo ali prijateljstvo, ne upravičuje dvoličnosti govorjenja. Prilizovanje pa je mali greh, kadar želi biti samo prijetno, izogniti se kakšnemu zlu, od pomoči kakšni potrebi, doseči zakonite ugodnosti. Poslušajte še, bahanje ali samovolja je greh proti resnici. Isto velja za posmeh, ironijo, ker ima namen koga omalovaževati, tako da zlohotno pači ta ali oni vidik njegovega vedenja. Laž je v tem, da kdo reče kaj napačnega z namenom, da bi drugega varal. Gospod ožigosa v laži delo hudobnega duha. Hudiča imate za očeta, ker v njem ni resnice. Kadar laže, pravi v Janezovem evangeliju, hudič namreč, kadar laže, jemlje iz svojega, ker je lažnik in oče laži. Lažnik in oče lažni. Laž je najbolj neposredna kršitev resnice. Lagati pomeni govoriti in delati zoper resnico, da bi zavedli v zmotlo. Teža laži se meri v skladu za naravo resnice, ki jo laž popači v skladu z okoliščinami, nameni tistega, ki jo zagreši, v skladu škodo, ki jo trpijo njene žrtve. Če je laž sama po sebi le mali greh, postane smrtni greh tedaj, kadar hudo prizadene krepost pravičnosti in ljubezni. Laž je nekaj zlega po svoji naravi. Laž je onečaščenje besede, katere naloga je, da drugim priobčuje spoznano resnico. Se pravi, naloga besede je, da prinaša resnico, ljubezen, dobroto, lahko bi še naštevali, ne pa druge stvari. Laž je zaradi tega, ker je kršitev kreposti resnicoljubnosti resnično nasilje nad bližnjim. Vsak prestopek zoper pravičnost in resnico nalaga dolžnost, da to popravimo. Zdaj si pa predstavljaj. Bom tako sebe karikiral. Recimo, da bi komu jaz v naši fari šel na živce. Ali pa skupinici. In bi se začeli nekaj, da bi ne morejo mi nič očitati, ne bodo treba pa nekaj si izmisliti. In mi začnejo nekaj izmišljati. In potem to začnejo širiti po fari. In drugi ljudje, eni so slabotni, eni pa kome čakajo. Vse veste, kako je v tem svetu. Bi začeli to pripovedovati naprej, vmes bi že začeli naštevati, kje so vse župnika videli pri teh dejanjih. In to v enem tednu, 14 dneh, je župniku v fari vzeto dobro ime. Zdaj pa tisti, ki so to začeli in tisti vmes, ki so nosili to naprej, so dolžni župniku dobro ime vrniti. A ga bodo kdaj? Nikoli. Ampak odgovorni so. In če nekdo sodeluje v tej mreži zla, zdaj sem na tak primer povedal, na medijskem področju, isto velja zoper cerkev, veste, isto velja zoper narod, ni samo zoper posameznika, ker vse, kar mi počnemo, ima vedno družben vpliv, če rečem, se pozna. In tlele moramo mal korak narediti. Ta je dobra. A ste prebrali tole? Dajte, da bom samo, spet sem iz interneta prevzel, ne vem z katerega. A ni dobra? Pa najbrž je celo res,
Tle bi mogel imeti kakšnega sodnika, pa glih zdaj ga nimamo. Ne? Ja. Spoštovanje resnica, pravica do priobčene resnice ni brezpogojna. Diskretnost, ta je pa, moram mečken omeniti tole. Sem napačno napisal. A veste, zdaj imamo resnicoljubnost, a ne? In nekdo recimo mene nekaj vpraša in jaz vem o nekem človeku. Nekaj. In zdaj, ali sem dolžan temu človeku povedati vso resnico o njem ali ne. Sploh, če vem, da tisti resnice ne bo prenesel, da je ni sposoben obdržati zase, da bo naprej kaj nesel. V takem primeru se reče temu, da je treba spoštovati diskrecijo. Ne? Se pravi, ker ta človek ima, o katerem kaj vem, ima pravico do dobrega imena in tisti nima pravice vsega vedeti, zato ker je slaboten, da ne bo potem nadaljeval. A ne? Tu včasih se malo v šali hecamo, pridejo, so rekli zadnjič ministranti, ko smo šli na ta izlet. A ne? Župnik, kam gremo? Pa rečem, a znaš biti jih? Reče, seveda, no. Reče, jaz pa rečem, jaz tudi. A ne? Ne moreš. A ne? In recimo takole, ko veš, to so učitelji, to ste starši, ko imate več otroka, ne, ko moraš, veš o kakšnem otroku, ko veš, da ni dobro povedati takoj naprej, a ne? Razumete, drugim polnem, a ne? Moraš skrbeti, a ne? In čuvati dobro ime. Pravica do priobčene resnice ni brezpogojna. Vsakdo mora usklajevati svoje življenje z evangeljsko zapovedjo bratske ljubezni. Le ta terja, da v konkretnih položajih presodimo, ali je primerno ali ni primerno razkriti resnico tistemu, ki prosi oziroma jo zahteva. Ljubezen in spoštovanje do resnice morate narekovati odgovarjanje na vsako prošnjo oziroma zahtevo po obvestitvi ali priobčitvi. Blagor in varnost drugega, spoštovanje zasebnega življenja, skupni blagor, to so zadostni razlogi za molk o tem, kar ni potrebno, da bi bilo znano ali pa za uporabo diskretne zadržane govorice. Dolžnost izogibati se pohujšanju pogosto narekuje strogo diskretnost. Nihče ni dolžan razkriti resnico tistemu, ki nima pravice, da bi jo poznal. Tako. Bom rekel po domače, da boste razumeli. Vi veste, da jaz marsikaj vem, kaj se dogaja v Fari, ampak nimam pravice, čeprav nisem zvedel pri spovedi, da bi to pripovedoval komorkoli drugemu. A ne? Kaj pa briga njegovega soseda, ne? Če tako rečem po domače. Ne? Moramo paziti, da se pohujšanje ne nosi naprej. A ne? Je treba tudi spoštovati njih, ne? In seveda vi ste tudi podobno, marsikdaj kaj veste. Potem seveda druga stvar je tajno zakramente sprave. Ne? To duhovnik, tisto, kar se pri spovedi izve, ne sme povedati nič. Poznamo v zgodovini svetega Janeza Nepomuka, recimo, enega tazga, ki ni hotel izdati. Potem poznamo tudi po vojni, ko so duhovnike preganjali in zapirali na temo, da bi kaj povedali pri spovedi. In imamo kar nekaj primerov, ko duhovniki vemo, da to ne sme se povedati. Ne? To je med Bogom, spovedancem, duhovnik je samo vmes. Amen. Amen. Razen, ne, včasih se zgodi, ko je pa kakšen tak, bom zdaj rekel tako po domače, kakšen sočen primer, ki ga zveš pri spovedi, a ne? Pa rečeš, joj, gospa, a lahko je to vašo zgodbo, povem in tako primašik je tako nazorno, ne? Ne da bi omenil vas, ne da bi okoliščen, se bo spremenjeno, gre za poanto, ne? Zaradi tega, da pomagamo drugim. Ne? Če se seveda dovoli, takrat lahko, ne? Drugače pa nas veže absolutno. Podobno seveda veže tudi tajnost druge poklice. Ne? Sicer morda se danes kar precej ta tajnost širi še na področja, ki jo jaz čisto ne zagovarjam. Vemo, da zdravniki ne morajo tajne. Se predstavljate, da bi zdravnik pripovedoval vse, kar zve naprej. Ne? Da bi psihiatri, psihologi, učitelji, a ne? Pustimo zdaj pa že poslovne tajnosti, a ne? Ko včasih
Imaš občutek, ko si delijo službe, pa je nekoga iz svoje duhovne politične žlahte daš, postaviš v službo na neko delovnega mesta, ki ga sploh ni bilo, in potem je to dejanje pa poslovna skrivnost. To je pa zlorabljanje inštituta. Tako da je treba biti hkrati tudi zelo previden, da ne pride do zlorabe. Družba ima pravico do obveščenosti, ki temelji na resnici, solidarnosti in svobodi. Ta uporaba sredstev družbenega obveščanja pri nas je zelo aktualna. Čutimo, čutimo, kako ne zvemo vse resnice. In čutimo in vemo, kako so vedno skušali kontrolirati resnico. Že v prejšnji državi skupni in kako je tudi danes. In to ni prav. Kristjani se moramo zoper tako početje boriti. Prebral obveščenost prek sredstev družbenega obveščanja v službi skupnega blaga. Družba ima pravico do obveščenosti. Takole pravi koncil, da se pa more to prav vršiti, je treba, da je obvestilo glede na predmet vedno resnično in v skladu s pravičnostjo in ljubeznijo tudi neokrnjeno. Glede načina mora biti pošteno in dostojno, da svetu varuje naravne zakone, zakonite človeške pravice in dostojanstvo, tako pri poizvedovanju kot pri širjenju vesti. Sredstva družbenega obveščanja lahko povzročajo nekakšno pasivnost pri uporabnikih, saj iz njih naredijo malo čuječe uporabnike sporočil ali predstav. Sploh se je to pojavilo s pojavom televizije, zdaj pa še računalnika, pa socialnih omrežij, pa še umetne inteligence. Uporabniki si bodo v razmerju do množičnih sredstev nalagali umirjenost in disciplino. Oblikovati si bodo morali razsvetljeno in pravilno vest, da se bodo lažje upirali manj poštenim vplivom. Žal, oziroma že zaradi svojega poklica pritisku imajo tisti, ki so zanj odgovorni pri širjenju vesti, dolžnost, da služijo resnici in ne žalijo ljubezni in tako dalje. Zaradi splošnega blaga, ki mu ta sredstva služijo, ima javna oblast posebne dolžnosti. Njena naloga je, da brani in varuje resnično in pravično svobodo obveščanja. Tle imamo še kaj za reči lahko. Kaznovala bo kršitev pravic posameznika do dobrega imena in tajnosti zasebnega življenja. Tle recimo, dostikrat se pojavlja, recimo, ko je bilo zdaj pedofilija pa zadnja leta. Ko je bil kakšen profesor telesne vzgoje, skozi imam primer v glavi, pa ga ne bom navedel, so samo kratko povedali, pa niti inicialk ni bilo. Ko pa je bil za kakšnega duhovnika samo suma, je bil z imenom in priimkov, ali pa z župnijo, ali pa tako opisano, da se točno vedelo, za koga ne bi šlo, ampak je bil samo sum. In potem so skozi spremljali ves čas procesa, medtem ko pri onem ni bilo nič, potem ko je bil obsojen ali ne, profesor telesne vzgoje, namišljeni zdajle, je bilo pa sem na koncu rečeno, da je dobil toliko zapora, pika. Se pravi, gre za tudi enakopravno obravnavanje vsega tega in država mora skrbeti, da to teče prav. Morala razkriva rano totalitarnih držav, ki sistematično ponarejajo resnico, izvajajo sredstvi obveščanja politično gospodstvo nad mnenjem, manipulirajo z obtoženimi in pričami javnih procesov, si domišljajo, da bodo zagotovili svojo tiranijo z dušitvijo in tlačenjem vsega, kar imajo za mnenjske delikte. Zato se vprašanje skozi obnavlja, vprašanje cenzure skozi, tudi na socialnih omrežjih, to imamo kar naprej, imamo prav. Vsaka država si skrbi, se spomnite, kako bi in kakšen je bil velik šok, ko je na X-u prišlo takrat brez cenzure, da si lahko napisal karkoli, in druge pa cenzura. To mislim, da je to za danes. Še malo vem, v bistvu
prav, dajmo se dotakniti, resnica, lepota in sakralna umetnost. A ne? Kaj vse gre za resnico? Resnica je lepa samo po sebi, pika. A ne? To je tako lepo. Ne? Umetnost vsebuje splošno določeno podobnost z božjim delovanjem v stvarstvo, kolikor se navdihuje ob resnici in ljubezni biti. Sakralna umetnost pa je resnična in lepa, oziroma ker kliče v spomina in poveličuje skrivnost Boga, lepoto, resnico in ljubezen, ki se je prikazala v Kristusu in vodi k njemu. Ne? Tale slikca je zanimiva, je iz pleterske, tiste zunanje cerkve gotske, ki je danes v bistvu občasno še malo drugače pa je. Ne? Noter je čisti minimalizem, ampak takoj prideš noter, vidiš cerkev. Ne moreš klepetati, ne moreš norta, ne? Te privzdigne, te vodi k resnici in ljubezni. A ne? In sakralna umetnost naj bi bilo, in to so večna vprašanja, da ne bom predolg. Sakralna umetnost je resnična in lepa, kadar po svoji obliki ustreza svoji posebni poklicanosti, da v veri in češčenju, adoraciji kliče v spomin in poveličuje presežno skrivnost Boga, vseobsegajočo nevidno lepoto resnice in ljubezni, ki se je prikazala v Kristusu, odsvitu Božjega veličastva in podobi Božjega bistva, v katerem telesno biva vse polnost božanstva, duhovna lepota, ki odseva v presveti devici Božji materi Mariji, v angelih in svetnikih. Resnična sakralna umetnost vodi človeka k adoraciji, k molitvi in k ljubezni do Boga, stvarnika in odrešenika, svetega in posvečevalca. Ta je pa dobra, sam nimamo nobenega škofa. Zato morajo škofje sami ali po zastopnikih z budnostjo pospeševati sakralno umetnost, staro in novo v vseh njenih oblikah in z isto religiozno skrbjo in iz bogoslužja in iz svetih stav odstraniti vse, kar ni v skladu z versko resnico in pristno lepoto sakralne umetnosti. Evo, to Helena lepo krasi še naprej, a ne? Da ne bo kdo prišel, pa bi slučajno kaj takega, če bi bilo, vse se hecam, naše dame lepo krasijo. Tako da hvala lepa za danes, zdaj bo se kdo želi še kaj vprašamo. Boklone, to je v bistvu povzetek tega, kar je. Vam pa svetujem, da se še malo lotite branja tega. Ne? V katekizmu je marsikaj bolj podrobnega, tudi recimo tam pri kraji pravica do stavka, kdaj ima pravico stavka, kdo ima pravico stavka. Da ne? Vse te stvari so vprašanje kraja. Ne? Zakaj? Stavka pomeni, da fabrika ne dela. Pomeni, da ni dohodka, da ga nima ne lastnik, ne tisti, ki štrajkajo. Ne? In seveda zato je zelo jasno treba vedeti, da se lahko štrajka. Ne govorim zdaj, ker na splošno bi moralo to veljati. Ne? Potem tudi za vse ostale stvari, ampak o tem se lahko še kaj pomeni, pa kdaj drugič. Hvala lepa.